ga spomniš? Se ti spomniš mene, ki sem bila še mlada? Jaz, ki sem bila mlada, sem rada dala otrokem kruha in njemu so dala tudi kruha, ne? Smo vedno špilala 100 let nazaj, bilo mi še mlada. Dobro zgledaš. Ja. Evo, spoštovani, izjemna glasba, ki jo pojijo v Big Bandu Krško, nekaj izjemnega se videla, kako ste zraven v ritmu ploskali, to bi lahko postal krški radetski marš, ne? Tako da, hvala lepa za vaš aplavz, za te izjemne glasbenike. Sem te bi neč župnik slišal za jazz, ne? On se prav becrknil, ne? On je pa bolj za tradicionalist, ne? To govorimo našemu, Pavlenu je ime. Poznate kdo? Iz Razborne poznate, ne? Ja, ne veste, Pavlen veš, pozna kako ne? Ja, njega vsak pozna. Jaz se spomnim, kaj je bilo, to je bilo v 80-ih letih, ko je bila še Jugoslavija in pa nes smo imeli vsega dosta, ma ene stvari pa ne smo imeli fine, to je bil pa ena stvar za ženske, veste, ki se ji reče fen za frizuro, za lasje, ne. Bil je un tak Armen, če se spomnite, ali je bila Iskra ali Gorenje, če si se dol cajta filiral, so ti lasje odpali, ne. In pa sem jaz nekaj neč, jaz imam pa sestro, je pa v Kanadi. In ki sem šla na obisk, sem rekla, neč, bom jaz ta kanadski, to se reče ameriški fen kupila, tu ne mora škoditi, ne. In sem ga kupila, da bom šla domov, ampak včasih so bili še ti graničarji, meja je bila. In pridem jaz tam v Kanadi, na mejo in sem rekla, kako bom jaz to prešvercala, če jaz pa tako drago sem plačala. In sem hotela ta fen že stran vrč, ker sem v vrsti stala na kontrolo carinsko in zagledam v vrsti 2 človeka pred mano našega župnika Pavleta. Yes, sem rekla, tu bom šla jaz do njega in sem se previdila, prostite, si ljuble. In pridem mi, zakaj sem rekla, Pavlen? In rekel, tudi vi spekle, sem rekla, poslušajte, ki bi vi meni eno uslugo naredil, pa bo ne bilo prav, ker malo kar se upuščo kaj dam, ne. Tem pa sem rekla, lejte, jaz imam eno tako fino stvar za ženske fen, in bi vi tu meni prešvercali čez mejo in rekel, ne, pa ne, mislim, odkašli pa to bez zlate, pa to ne pobožni to dobi. Sem rekla, lejte, boste dali ta fen tukole med bedresa, med nogje, pa boste malo bolj skrb stegna stisnil, pa boste takole malo bolj droben slov, tukaj tudi sicer, ne, pa makiklo pa se ne bo videl to, kuta se reče tej obleki, ne, in rekel, manjka ne bo, no, sem rekla, pa dajte, Pavle, nehajte, no, nekaj obživce spravljati, če vas lepo prosim, no, in rekel, prav, bom tu naredil, samo lagat pa ne mislim, sem rekla, sem jaz ne bo do tega neč vprašal, dubo pa župnika štrapciral, in rekel, prav, in pazi zdaj, pride on do graničarja, reče on, bonjour, monsieur, dober dan, in rekel, est-ce que vous avez quelque chose pour déclarer, imate kaj za prijaviti? In naš Pavle reče, od glave do pasa nič. Pa sem poslušala od zaca, nekaj, kako si lahko tako tumas. Mislim pa, če rečeš od glave do pasa nič, veš, da te bo on vprašal, kaj pa od pasa do tam. In naslednje vprašanje od graničarja je bilo, me misli, kaj pa od pasa do tam? In je rekel naš Pavle tam, imam pa eno stvar za ženske, ki ne je bila še nikoli uporabljena. Zdaj se pa selimo na eno goro, ki se reče Trška gora, pa ne dole tle pa Krškem, ne, ampak na tisto goro, ki se nahaja nad Novim mestem, ne vem, če veste, statistično je to najbolj s vinogradi posejana gorica na svetu. To je živa resnica. Tudi Lojze Slak je mu tam svojo misel, ma še, sem zdaj žena hodke noter. In vabim na oder ansambl Nemir,
ki prepeva o Krški gori. Ja. In besedilo tega krasnega valčka je napisal gospod Franci Smrekar, sicer zelo dober prijatelj Sotoškove družine. Če je med nami, ga bi lepo pozdravila, je gospod Smrekar, ki je tle. Ni, on ima hčerko, Jelka Smrekar. Zdaj se pa poročila, je pa Jelka Smrekar Božič. Mada pa sina z njenim. Sin je Borg, hčerka je pa Tisa. Ja. Ne bi živa resnica, res. To je bo naša čistilka. Sem nekaj gospa, imate kaj otroke, pa da imam. Sem nekaj, kako so pa stari. Pa ovaj pril je v 7. razredu, a vi leta že v srednjoj. Božuš, nazi zdaj. Ansambl Nemir in pa seveda harmonikarji bodo skupaj zaigrali, zato bo zdaj v Orencoru potalu, pa pevski zbor. Kje ste pevski zbor? A je tam so vas na stran, a to je Kazensko, ali? Ja. Pevski zbor in draga, vele spoštovana publika, prepričana sem, da se boste zagotovo našli od kateri od naslednjih 3 pesmi. Uživajte in naj se vam srca razpro in zažgolite z ansamblom Nemir! Krška gora, najlepši čar goric, polna vinca in prijaznih zidanic. Razlilo se zlato, čez Krško je goro, meniše silno spi, Goluški se budi. Pozdravljaš divja vas, se sliši žvižga glas, prepolne trte so, trda znova bo. Razlilo se zlato, čez vinsko je goro, Hvala lepa, Jan in Leto, večer vam želimo kot člani ansambla Nemir v tej lušni dvorani z lušnimi nastopajočimi in seveda lušnimi gosti. Dajmo en aplavz tudi za družino Sotošek in tale lušen
Antonov koncert. Smo se odločili, da bomo tudi nekaj s temi harmonikaši pa pevci nekaj skupaj zaigrali in zavel, tako da prepustite se dvem slakovim skladbom in sicer Muzikant in V dolini tihi. Muzikant sem se živeli, goven noči narodni, s pismijo jaz sem pravi Bož, nosim dobre volje Bož. S mojo trgovnikom prstolni, goven kar pozivem svi, srčno radnost razveseli, vse najljepše zaželi. Odkrito zaigram, dobre življenje se smejam, tega misel tu stoji, da je srce zavrti, ena srca posmeji, druga sonce briše si, kaj v srcu se godi, tu razvidel mi.
se pa naj gre Toni, a? To je pa himna spor. Tu je oprost. Najprej Golica, pa v dolini Tihi. Mislim, še prej pa Zdravljica, je tako? Ja. No pa tale, ki je bomo mislili skupaj, je pa četrta. Ta bo tudi ponevodelost. Ja, bo, ampak čez 200 let. Posluš, kaj te imam tle, ki si ti Lojzeta Slaka poznal? Zelo dobro. In je bil tu dvakrat z ansamblom na naših koncertih, sem zelo počaščen. Potem so bili še pa tri fantje s Praprodna. Imam pa na nek stik še z Slakovo družino, ker mi je... So ti dolžni, ne? Matija Slak je moj ravnatelj v Matija Slak Majši v Novem mestu. Če tega lepo pozdravljam. Ne vem, če je nekaj. Ja, ne verjetno ne vi, ne? Tako so tu, podhranjeno, no, tako je. Pa šul dela, kaj že večer, ne? Ne, pa Levita poznam Slaka, njegov brat je pa arhitekt, ne? Tako je. Sestra je pa z unim poročena, veš, kaj je. Z unim, ja. Ta črnim, kaj je. Črnim? Ne stavecke. Ne. Ja, Se ve. Ja, ne, v leki sem prebrala. Ja, je pisalo. Ne, dobro, malo se hecamo, veš, da ne je nič res, ne. Je pa res, da imam jaz zelo rada cviček, ga imam zelo rada, to ni lahko ti ga pa prinesem, ga zastojim talam zdajle, odkar ne mi je v sodi podgana crkvna. Ga imam zelo rada, tako da ga tudi malo občasno žlampam, mi je zanče ena rekla, manjka, pa ti si taka kot kamela, no, kamela, tudi žlampa, sem rekla, ne, Joži je bila, sem rekla, in sem vse, sem taka ne kot kamela, zato da kamela lahko 3 dni dela, ne da bi pila, jaz lahko pa 3 dni pijem, ne da bi delala. V glavnoma, eno pesemco je Toni napisal, ja, tu pa je za prnej zdaj že ne 15 let tega. Ja, si bila še mlajša. Pa suha, ne si hotel reči. Da te nam dava ti kar usta pod nos. Jaz sem skus ista, sem ti narobe vidiš. Ja, ne, prerastla sem te obleke, ne. Mi je Toni napisal, mislim, nam skupaj družini Sotošek, pa še zame se me je spodsodil, eno pesemco z naslovom Martinov dan. Ja. Jaz sem jo pa tudi na svoji plošči izdala, sem dala pa naslov Vinski nasveti mame Manke. In ta pesemca je kontra od vsega tega, kar jaz govorim že cel večer, je poučna v skladu s Tonijevimi načeli njegove družine. Predlagam, da ji prisluhnemo, za pomoč pa vabimo Tonijevo družino, na basu bo asistiral Gregor Sotošek, na kitari pa Franci Mlakar. In si dobro zapomnimo, ne? Ti boš pa pela, ne? Ja, jaz bom pa pela. Pela bom pa tle, pa ne zato, da bom v središču pozornosti, ampak zato, da imam tekst tukaj. Ja. Ne, pa se sam na pamet, da se človek boljš počuti, ne?